Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, to je oddaja Klepet ob kavi. Z vami smo že 6. sezono. In že 6. sezono ustvarjamo oddajo za zdrav življenjski slog, podajamo pa se tudi malce drugačne tematike, obravnavamo človeka celostno, torej tudi njegovo dušo, tudi njegova druga telesa, ki so na nefizični ravni. In ob tem sem se v vseh teh letih srečala res z ogromno ljudmi, ki naj bi imeli ali pa zagotovo imajo različne paranormalne sposobnosti. Ampak hkrati pa vam lahko povem tudi, da se mi včasih kar želodec obrača od ljudi, ki zase menijo, da so od Boga poslani, da oni pa imajo nekaj, kar nihče nima in da bi mogli biti vsi odvisni od njih. No, danes sem se lotila tematike, ki se mi zdi zelo zanimiva, ki se mi zdi zelo pomembna, predvsem zaradi podatka, da naj bi se 1/10 Slovencev, torej 200 000 nekje, na vsakodnevni ravni obrnila k neki obliki vedeževanja. Torej nas te zadeve zanimajo, se obračamo na ljudi, ki naj bi imeli neke dodatne sposobnosti, bi bili kot nek super človek, super ljudje. In zanima me torej, ali je vsak od nas sposoben razviti te sposobnosti drugačne, ali dejansko gre za neke darove, ki jih imaš ali pa nimaš. Ja, na koga drugega ne bi se obrnila za tale pogovor, za tole debato, kot na Marjana Ogorevca. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav. Sem hvaležna. Ja. Sem hvaležna. Sicer se počutim, kot da sem na zaslišanju. A res? Ja, ampak bom... Pa imaš slabo vest zaradi nečesa? Imam, ja. Res? Imam slabo vest, ja. Marjan, tudi ti, koliko časa, že kar nekaj desetletij dejansko delaš na tem področju, ne? Približno 30 let, ja, sem tu aktivno. Tako da verjamem, da si se tudi ti srečal z ljudmi, ki so zase mislili, da so kar desna roka, ta prva od Boga, da imajo pa ono, Ja, na tej sceni sem se srečal z veliko ljudi, ki torej želijo prikazati sebe, da so nadpoprečno sposobni ali pa zares so. Včasih sem jih celo obsojal, tiste, ki so lažirali, danes pa vem, da vsak pač dela tisto, kar zmore in da smo vsi potrebni in da tudi tisti, ki imajo podpovprečne sposobnosti, pa k njim hodijo ljudje na svetovanje, ne, da tudi taki morajo obstojati, se ljudje morajo nekam odnesti tudi denar. Moj pokojni oče je rekel, da je to davek na bedake. Aha, okej, v redu. Ampak čisto tako v osnovi, ne? Ljudje smo. Vsi imamo 2 roki, 2 nogi, načeloma, če smo zdravi in nekako postavljene enako organe in vse zadeve. A imamo enako postavljene tudi sposobnosti, kar se tiče zaznavanja stvari, kar se tiče mogoče tega področja, ki se zdijo kot neke paranormalne sposobnosti, pa ne bi jih imeli kar neki ljudje. Ne, to preprosto ni res. Torej, ta teorija, ko nekateri poskušajo prikazati, da se vsi rodimo s podobnimi sposobnosti, s podobnim potencialom in da potem vzgoja in razvoj pripomoreta k temu, da nekdo postane bolj sposoben, drugi manj sposoben, to, kar se mene tiče, preprosto ne drži. To je mogoče za sociologe, za ljudi, ki delujejo v šolskih sistemih in tako naprej, je morda sprejemljivo. Jaz poskušam pogledati tudi iz ezoteričnega vidika, torej skritega vidika, tistega vidika, ki ni viden običajnim ljudem, pa vem, da torej svoje sposobnosti, svoje, morda temu rečemo lahko predispozicija, na kateremkoli področju, lahko je to v športu, lahko so to glasbeniki, lahko so to astrologi, lahko so to bioterapeuti, zdravniki, kirurgi. En del prinesemo iz prejšnjih življenj, to je ta predispozicija, en del prevzamemo kot preko genskega materijala od svojih staršev, od svojih prednikov in potem, ko vse to skupaj sestavimo, potem naredi na osebnostni ravni svoje tudi vzgoja in pogoji, ki jih imamo, da se sploh razvijamo, ker nekdo je lahko super talentiran, pa pride v sredino, kjer nima nobenih pogojev in ne bo nikoli postal vrhunski. In ko vse to skupaj sestavimo, je to samo izhodišče, potencial. Potem nam pa za to, da bi postali vrhunski, je potrebno pa še ta naboj, ki ga imamo torej z namenom, z nekaj, kar nas vleče, torej da smo motivirani. Če tega ni, preprosto ne bomo razvili. Kjer je volja, je tudi pot, pa koktel vsega. Ampak dajva se midva fokusirati na
prav te ezoterične nivoje oziroma Ja. te sposobnosti, kar se tiče branje misli, videnje v prihodnost, pa v preteklost, pa v vse take in drugačne zadeve. Torej, a se da to naučiti, ali to imaš ali pa nimaš? Torej, v okviru danosti se da naučiti. Torej, mi prihajamo iz prejšnjih življenj, seveda tukaj tisti, ki ne verjame, da imamo prejšnje življenje, mu ta Je že kar, mu ta je ta že zade- preklopil. Ta je že preklopil, mu ta zadeva ne drži vodo, ne, vendar, če izhajamo iz tega, da mi prihajamo skozi veliko življenj v ta svet in da se razvijamo svojo zavest, temu jaz rečem evolucijsko dosežena raven zavesti in to je potem predispozicija, kako visoko raven smo dosegli v prejšnjih življenjih, s to ravnjo se sedaj rodimo in potem jo je potrebno samo še razviti, da bi lahko bili jasnovidni, da bi lahko zaznavali energije, da bi jih merili, da bi lahko pričakirali človeka, da vidimo, ali je boln, da vidimo njegovo usodo in tako naprej. Zato pa pravzaprav je zelo malo ljudi sposobni, ampak to je primerno temu, kot tudi zelo malo ljudi je sposobno biti vrhunskim glasbenikom. Ja, ampak zelo malo ljudi se tudi s tem dejansko ukvarja. Ja. Bolj smo obsedeni s tem, da bomo naredili več denarja, kakor da bomo lahko videli auro ali pa prebrali nekomu misli. Če bi se bolj ukvarjali, bi bilo tega več, že v osnovi, logično, razumsko? Ja, ponavadi je to tako. Torej, povpraševanje ustvarja ponudbo. Ja. In na tem področju ezoterike, mistike, vsega nadnaravnega, kakorkoli to imenujemo, tudi knjig z tega področja, tudi filmov z tega področja, tu se vrti velik denar. Tu je velik zaslužek, zato ker ljudje včasih v obupu, ko ne vidijo več nobenega izhoda, potem je samo edino, kaj jim še manjka, je vedeževalka, naj jim pove, kako se bo odvilo, ne kako rešiti zadevo. Tako. Ja, tako da tu na tej sceni se obrača veliko tega, seveda, kako oceniti, kaj je resnično, kaj je resnična kvaliteta in kaj je tisto, kar ljudje torej lažno se predstavljajo, je preprosto nemogoče, zaradi tega, ker nam manjka meter, s katerim bi to zmerili. To definitivno. Ampak danes jaz opažam, da veliko ljudi pa tudi reče, ok, pa ne bom zapravljala denarja za vedeževalko, misliš sama na nek tečaj, kjer bom pridobila neke take in drugačne sposobnosti, ali je to tudi ta davek za bedake, ali dejansko ti z nekimi tehnikami lahko dobiš sposobnost, lahko začneš, ne vem, brati nekomu misli, šefu recimo, ti bo dal povišico ali ne. Skratka, se da te zadeve, a lahko pride do te... Do neke mere se da to usposobiti, tudi recimo v šoli za terapevte, v kateri predavam, torej vsi gredo skozi program, nekateri med njimi bodo postali vrhunski atleti, bodo razvili svojo jasnovidnost, čutenje drugih, ostali bodo pa preprosto bolj kvalitetno živeli, bojo znali urediti svoje življenje, torej na tak način to gledam. Ne bojo pa zdaj rabili nič 9 linije odpreti. Ne rabi, ampak včasih je fajn, da tudi to pokliče, ampak gledajte, tle pravzaprav jaz pravim tako, vzel sem rek od Franka Trevisa, nevroznanstvenika, ki pravi, če si osel, lahko postaneš najboljši osel, če si nikoli pa dirkalni konj. Torej, moraš biti dirkalni konj, da bi lahko postal vrhunski. Postati vrhunski, torej to je tisto, kar mi iščemo, ampak takih je zares zelo malo. Mogoče bi tukaj se usmerila tudi na to. Sama, ko sem potovala, velikrat itak me zanimajo te stvari in sem obiskala te kraje, te ljudi in tako naprej. In tukaj sem predvsem opazovala ostale ljudi, ki so se obrnili na te zadeve. In velikokrat sem videla v njih to vlogo žrtve, v tem smislu, jaz sam ne morem nič razviti, jaz zdaj rabim to osebo, da mi on pove, da mi on pomaga, ker jaz sam tega ne bom mogel. In se je ustvarila neka navezanost, kjer ta človek sploh ni mogel funkcionirati brez nekega tega guruja, nekega tega mistika. A ta koncept zdrži, ali bi mogel ta človek dobiti eno klofuto, pa bi mu mogel guru reči, lej, jaz te moram naučiti, da boš ti samozadosten, da boš ti sam lahko upravljal sam sabo, ne pa da si ti zdaj celo življenje odvisen od mene. Sam po drugi strani pa njemu je to zagotovo finančno v redu.
Seveda je v redu, ampak jaz mislim, da ljudje ravno poiščejo ravno ta pravega guruja, ravno takšnega, ki Se pravi, ustreza. rabimo take izkušnje s Rabimo tabo? tudi take izkušnje, Ok. da vidimo, torej, da nam nekdo pove, tudi da nas morda prevara, pa potem dojamemo, saj jaz tega ne potrebujem več, ker jaz to sam vem. Ne, torej, to so zelo spolzka tla in na tem področju torej, je veliko zmede. Z druge strani pa poznam podjetnike, ki so čisto realno na zemlji, uspešni podjetniki in ne verjamejo v nič, kar je energijskega, ezoteričnega, Ja. vendar ko začne kaj narobe iti, takrat pokliče pa vseeno vedeževalko. Škodilo ne bo, ne, da vidim Ja. tudi njeno mnenje. Pametno na koncu Ja, koncev. na koncu pametno. Jaz Ja. poznam tudi take, ki so izjemni podjetniki, nič ne verjamejo v te energije, ampak sami imajo pa izvrstno intuicijo, točno vejo, s kom sodelovati, s kom ne sodelovati, kakšen projekt iti, kakšen ne. Tako da, Saj tisti, ki ima predispozicijo, tisti, ki ima, lahko rekli, neke večje sposobnosti od normalnih, od povprečja, intuicijo, tisti so tudi uspešni podjetniki, uspešni menedžerji, saj mora biti za to, saj on dela po intuiciji, samo temu ne reče tako. ja, reče nek gut feeling. Ne, Ja, reče, torej recimo. začutil sem in Začutil grem. sem, Ja, ja. pa saj to je to. Odlično, tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa vprašam še nekaj takih stvari, ki me zanima. Marjan Ogorevc je danes v naši družbi. Fajn, ne? Na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Na Altermedu se srečujemo ljudje, ki se zavedamo, kako veliko pomoč nam da lahko narava in pri prepoznavanju zdravilnih učinkov naravnih rastlin in načinov, kako si lahko pomagamo pri krepitvi in tudi pri vračanju zdravja, bom govorila tudi na sejmu Altermed, na predavanju in na svetovanju na stojnici Klepeta ob kavi. Vaš dom vas lahko podpira, lahko pa vas zavira. Kako ga urediti po feng shuju, kaj upoštevati, kako speljati spomladansko čiščenje, ki se rezultira v dobrem počutju, finančnem uspehu, v dobrih odnosih. Poskrbimo za svoj dom, naučimo se ga energijsko očistiti in napolniti s feng shui svetovalko Tanjo Glažar. Torej bo res super predavanje. Danes se sprašujemo, ali lahko vsak človek razvije neke drugačne sposobnosti, nadnaravne sposobnosti, ali je to zaznavanje aure, ali je to boljša intuicija, karkoli pač že. In zvedeli smo kar nekaj zanimivih informacij v naši družbi, je namreč Marjan Ogorevc. Zdaj pa kar greva konkretno. Kaj lahko naredimo, da bomo mogoče boljši, intuitivno, da bomo bolj zaznavali, da bomo vse te ezoterične predispozicije bolj uporabljali v vsakdanjem življenju in zaradi tega živeli bolj kvalitetno, kar si vsi želimo na koncu koncev. Ja, torej, moje izhodišče je, da če želim že svoje dane sposobnosti razviti še na višjo raven, potem moram najprej pogledati, kaj je tisto, kaj ovira to, da sem povsem povezan zgoraj z drugimi dimenzije in prizemljen. Torej, to so vse neumnosti, kot so užaljenost, ljubosumje, jeza, pričakovanja, nerealna pričakovanja, pogojevanja in tako naprej. To je tudi slabo stanje našega telesa, namreč telo prevaja energije, informacije in če mi nismo v dobrem stanju fizično, telesno, potem bomo slabo prevajali in seveda potem tudi razne tehnike, ki jih uporabljamo kot razne energijske tehnike, naj bo to tai chi, joga, naj bo to kakršnakoli aktivnost, ki spodbuja pretoke energij in seveda to je te tehnike energijske so dovolj, da razvijemo višjo
višje vibracije v sebi, da smo energijsko bolj pretočni, potrebujemo pa še tisti vertikalni del, temu rečemo duhovne energije, ki jih dobimo s kultivacijo, to pa, ko postanemo boljši človek. Ono prej lahko razvijamo s tehnikami, boljši človek pa lahko postanemo, ko smo bolj tolerantni, ko smo bolj sočutni, ko govorimo bolj resnico in tako naprej, to je pa vertikala. Tega nam pa ne more dati tehnika, ampak samo to, ko razvijamo. Torej, ko se razvijamo. Ne? In lahko bi rekli v prispodobi, tiste informacije, energija, ki prihaja od zunaj, je rečeno v sodobnem jeziku HD kvalitete. In če pa naše telo, črno-bela televizija, tega preprosto ne moremo sprejemati. Torej, jaz moram narediti svoje telo v HD kvaliteti, torej, da je popolnoma pretočno, da sem fizično zdrav, da imam pravilno razmišljanje, da se znebim napačnih prepričanj in da se kultiviram, da postajam boljši človek iz dneva v dan. Bravo, to je Marjan. način. Vrhunska, taka slikovit način. Se pravi, z drugimi besedami, najprej moramo pomesti smeti iz našega telesa, iz naših misli in vse ostalo, da bomo lahko mi nekaj naredili iz tega, iz sebe, tudi v smislu vsega tega zaznavanja. Ja, definitivno. To je podobno kot, če želiš, če imaš v stanovanju, torej nepobeljeno stanovanje, staro pohištvo, torej ne moreš vnašati novo pohištvo. Najprej staro pohištvo ven, pobeliti, prezračiti, razsvetliti. In to so verjetno občutki krivde, zamere, jeza, vse te zadeve, ki so v bistvu nizka vibracija. Ja, in moramo se rešiti nesprejemanja sebe situacije, v kateri se nahajamo. Torej, prva in osnovna zakonitost za prizemljitev, torej moramo biti prizemljeni, ker drugače ne moremo sprejemati HD kvaliteto signala, torej sprejemam sebe, svoje telo, svojo družino, družbo, v kateri živim, državo, civilizacijo takšno, kot je, kar ne pomeni, da se strinjam, kadar nekaj ni v redu, ampak sprejemam obstoječe stanje. Kakor je. Tako kot brez peska v oči. Če pa se z nečim ne strinjam, pa začnem pri sebi spreminjati. Ja. To je to. Eno vprašanje imam. Nekaj časa nazaj, precej časa nazaj, sem sama sebe trenirala v smislu telepatije, pa mislim na eno cifro, pa katera je, pa ti jaz povem. Skratka, majčkeno sem trenirala to. In se mi je zdelo, da sem kar v redu to natrenirala. Mislim, dejansko sem zadela pri ljudeh, sem to na nek način razvila. A je to dejansko možno z nekimi takimi klasičnimi simple vajami, ali so bila sama naključje to? Torej, vse podobne vaje so vsekakor dobrodošle in učinkovite. Ja. Vendar v osnovi mora biti, ko jaz sebe nadgrajujem, ko postajam boljši človek, ustvarjam pogoje za to, da so vaje učinkovite. Tega ne smemo pozabiti. Ker No, Marjan, katero cifro zdaj mislimo, od 1 do 10? 3. Ne bom povedala, če si zadev. Ja. To tudi ni smisel, torej ni smisel, da se preverjamo na takšen način. Ja. Namreč to sposobnost zaznavanja energij, dobivanja informacij lahko razvijamo v določeni smeri. Nekdo se je specializiral za radiestezijsko preiskavo prostorov in je tu zelo dober, nekdo za iskanje oseb in je tu zelo dober. Mene zanima predvsem človek in njegove težave. In razvijam vse svoje sposobnosti v tej smeri. Aha, se pravi, da zaznaš, kaj je z nekom narobe. Kaj je z nekom narobe, seveda, to je nekaj, kar se ves čas razvija in si niti malo ne delam iluzij, da sem tu popoln, da lahko vse vidim. Torej, dano mi je videti nekatere stvari, ki so koristne za ljudi in na podlagi tega se začnejo spreminjati in to je moja pomoč ljudem. In pol si ti šaman. Ne, nisem šaman, torej to sem že večkrat povedal, poznam šamanske tehnike, nisem pa šaman. Kdaj pa šaman postane šaman? Šaman postane, torej prvo mora biti v zemlji šamanov, torej v državi tam, kjer je šamanstvo, mora iti skozi popolno iniciacijo, in potem postane, se še zraven tega nauči vsega in postane šaman. Torej pri nas, jaz sem, kot pravim, poznavalec šamanskih tehnik, oziroma lahko bi rekli, če opica igra saksofon, še ni muzikant. Torej, če se nekdo pri nas naučil šamanskih tehnik, še ni šaman, pozna pa šamanske tehnike. To je kruto, ampak tako je. Se pravi, en vikend seminar šamanizma ne bo dosti.
v vsakem primeru. Ne. Ko smo bili v Nepalu, nam je šaman, s katerim smo se družili, je imel pomočnika, ki se je že 10 let učil ob njemu in zdaj bo postal šaman. Wow. Tako, ne, toliko o vikend seminarjih. Ja. Wow. Mogoče webinar, prihodnost šamanizma. Kdo ve, ampak Kdo ve? principi iz šamanizma so pa koristni, torej življenje z naravo, prepuščanje narava je inteligentna, ima vso inteligenco in nam je v pomoč. Hvala lepa, Marjan Ogorevc je bil v naši družbi, še kakšen nasvet, novice in tako naprej, pa kot smo rekli na klepetobkavi.si, pa kar začnite vaditi. Akcija, reakcija!